Lepo pozdravljeni v študentski oddaji V svetu odraslih, kjer smo za vse študente in tiste, ki vas zanima študentsko dogajanje, ponovno poiskali zabavne dogodke in zanimive sogovornike. Minuli vikend seveda ni šlo brez martinovanja in vinskega praznovanja. Udeležili smo se tudi dneva urbanih športov, na pogovor smo povabili za res zelo uspešno študentko in tudi tokrat smo podrobneje spoznali profesorico, ki poučuje na oddelku za psihologijo. Ste že slišali za BitStamp izziv? Tudi o tem smo se pogovarjali z enim izmed študentov. V športni dvorani Vrbanska so predstavili zanimive in še ne tako poznane športe. Za pestro dogajanje so poskrbeli člani Ultimate Frisbee in akrobati iz športnega društva Grebit. Urbani šport v Mariboru je še dokaj nepoznan, kar je tudi razlog za organizacijo tovrstnega dogodka. Predvsem zaradi tega, ker so to neki športi, ki verjetno javnosti niso tako poznani in se nam je zdelo pomembno, da ljudje vejo za takšne dogodke in tudi za takšne športe, da se dogajajo in kot tak, da na koncu združimo ljudi, da se pozabavajo pa pošportajo na koncu. Ultimate Frisbee je eden takšnih športov, ki ga Mariborčani in Mariborčanke ne poznamo prav dobro. Ultimate Frisbee je v bistvu panoga, je šport, ki ga igramo s frisbijem. Je nekontaktni šport in pač največja posebnost tega je, da se igra brez sodnikov. Poznamo več kategorij, se pravi moško, žensko ali pa mešano. Mi tekmujemo v našem društvu vseh. Predvsem pa se trenutno fokusiramo na pridobivanju novih članov in pa na popularizaciji našega športa med mladimi. So pa tisti, ki poskusijo igro nad njo navdušeni. Zaradi tega, ker mi je manjkalo športnega gibanja in tudi poznal sem nekaj ljudi že odprej, ki to trenirajo, so mi šport predstavili in sem rekel, zakaj pa ne bi tudi jaz probal. Sem prišel prvič na trening, mi je bilo zelo zanimivo in sem ostal tukaj. Tudi društvo Grebit je privabljalo nove člane. Društvo se ukvarja z akrobatiko. Združujemo vse freestyle urbane športe, kot so parkour, freerun, kaj tudi danes vidite tukaj, potem tudi freestyle smučanje, freestyle snowboardanje, wakeboardanje, vse različne, vse freestyle športe. Tudi o tovrstnem športu so ljudje slabo informirani. Zelo slabo. Ja, dejansko mi smo edino društvo, ki se ukvarja s tem, pač kot društvo, so posamezniki, ki trenirajo skozi gimnastiko, drugače načeloma pa v Sloveniji, da bi se to kaj razvijalo, ta šport pa bolj ne. Se je pa med fanti na parketu znašla punca, ki je preverila, kaj počnejo. Ker me zanimajo različni športi, taki adrenalinski, treniram tudi kickboks, tako da Denis me popolnoma ne prija malo pogledati, pa sem prišla. Sicer pa se lahko društvoma pridružite tudi na treningih, kdaj jih izvajajo, pa imajo zapisano tako na Facebooku kot na spletni strani društev. Na Mariborski univerzi je zares zelo veliko uspešnih študentov. Tudi v tokratni oddaji smo na pogovor povabili ambiciozno in aktivno študentko. Dober dan, tokrat iz knjižnice, kamor je kot majhna deklica zahajala tudi Ines Kebler, danes pa študentka medicine. Torej Ines, uvodoma, zakaj izbrati medicino, zakaj biti študent medicine in se morda ne tega prestrašiti, potem ko ste že prebrali toliko knjig, ne, kot otroci? Torej, zakaj medicina? Vsekakor naj ne bo vodilo neka želja po bogatstvu v torej materialnem smislu. Predvsem pač naj bo vodilo za medicino to, da želiš pomagati sočloveku, da ti pomeni to, da delaš dobro za druge in da ti je res pač dobro sočloveka res na prvem mestu, res glavna vrednota in pa seveda, torej, da ti je zdravje eno izmed tistih bistvenih vrednot v življenju. Koliko knjig na leto je treba prebrati in jih znati, bojda celo na pamet nekatere? Ogromno. Dosti knjig je že bilo prebranih v zadnjih 6 letih, odkar sem na fakulteti. Verjamem, da jih dosti še bo prebranih, ampak to ni nekaj, česar bi se študent medicine ustrašil in pač nobena knjiga ni ovira, je samo nov izziv. Glede na to, da si že 6. letnik, kar je malo nenavadno, ne? 6. letnik ponavadi rečemo 4., 3., nekaj takega. Torej, ali si izbrala kakšno posebno panogo medicine, če lahko temu tako rečem, specifiko? Torej, moja želja za usmeritev naprej je javno zdravje, kar je nekako vedno presenečenje, ko to povem tudi na glas, zato ker se s tem z javnim zdravjem nekako umakneš iz klinike, umakneš se iz tega, kar si v bistvu 6 let počel
ampak je to v bistvu povezano z mojim delovanjem v času študija, torej z obštudijskimi dejavnostmi, ki so mi v bistvu razširila obzorja na tem področju in to je res področje, na katerem se vidim in za katerega verjamem, da lahko tudi veliko doprinesem torej splošni populaciji, ne torej pacientom kot posameznikom, ampak v bistvu državljanom kot takim. Ravno zaradi razvoja pravzaprav na področju obštudijskih dejavnosti si posebno eno listino prejela. Kaj misliš, da je bil ključ, da so prav tebe izbrali za sprejem takšne listine? Ja, mislim, da predvsem vse te aktivnosti, ki sem jih v zadnjih 5 letih, torej poleg samega študija tudi izvajala in se jih udeleževala. Pravzaprav me vedno preseneti, ko nekako zberem te podatke na eno mesto, katera dodatna izobraževanja sem dala skozi seminarji, potem različni treningi mehkih veščin in mislim, da sem pač s tem svojim znanjem, ki sem ga pridobila in potem prenesla tudi ne samo na študente medicinske fakultete, ampak celotne univerze, da se je pokazal moj doprinos k obštudijski dejavnosti. Zdaj medicina, ne, že prej smo uvodoma povedali, da pravzaprav zahteva veliko časa, veliko znanja, veliko branja in tako naprej. Ne? Se pravi, nekakor ga ne gre uprizoriti tega kot lahek študij, enostaven študij. Kako zdaj združevati vse to ob tem, da se veliko posvečaš obštudijskih dejavnostih, ne? Ja, moje vodilo v življenju je, da se zmeraj najde čas, samo vzeti si ga je treba in da je na koncu zmeraj stvar prioritet. Torej stvari, ki so ti pomembne, za tiste si boš vedno našel čas in to so pač stvari, ki so meni pomembne, ki mi tudi osebno pomagajo, da osebno rastem in temu dajem velik pomen, zato mi nikoli ni bil problem usklajevati urnika s fakulteto z obštudijskimi dejavnostmi, tudi če je na račun tega bilo izpuščeno kako predavanje ali pa seminarje. Kaj ti pa recimo trenutno največ časa vzame v enem tvojem povprečnem dnevu? Trenutno, glede na to, da sem 6. letnik in imamo še pred seboj zadnji mesec predavanj, mi veliko časa vzame priprava seminarjev, seminarskih nalog in pa trenutno se tudi ukvarjam z pripravo treninga na področju projektov na področju alkohola, ker se bom udeležila regionalne konference za Skandinavijo in trenutno je to tisto, poleg faksa, glavna zaposlitev v prostem času. Zdaj čisto na koncu, morda še eno tvoje sporočilo ali pa nasvet pravzaprav vsem gledalcem in tvojim sovrstnikom, ostalim študentom. Kaj misliš, da je bistvenega pomena eno vodilo za vse študente? Morda ravno v tem nekem smislu javnega zdravja, spodbujanja javnega zdravja. Kar sem se jaz naučila tokom študija je to, da nikoli ne smeš pozabiti na sebe in da noben poraz v bistvu ne pomeni dokončnega neuspeha, ker na koncu ti da to nek nov zagon, te nekaj nauči in ti pomaga k temu, da boš naslednjič pa še boljši. Hvala Ines za pogovor. Hvala vam. Če boste kdaj v dvomih, spomnite se na Ines. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je pripravila študentsko martinovanje. Nastopili so člani ansambla OK in poskočni muzikantje. Ob tem so ocenjevali še vina študentskih vinarjev. Štuk je preplavila narodno zabavna glasba in vonj po žlahtni kapljici. Martinovanje šovm je vsakoletni projekt oddelka interesnih dejavnosti študentov. To je način, na katerega šovm, torej tudi študentje, praznujemo praznik vina, praznik svetega Martina, ko naredi Martin iz mošta vin. In vsako leto izvedemo tudi ocenjevanje vin. Letos so prejeli 14 vzorcev vin, najbolj pogosta pa so bila mešana vina. Komisija se je pri ocenjevanju osredotočala na bistrost vina, barvo, okus in seveda vonj. Prijavil sem se z enega preprostega razloga, ker me je zanimalo neka strokovna ocena. Študenti so se strinjali, da je študentsko martinovanje dobra priložnost, da se pokažejo tudi študentski vinarji. Študentsko martinovanje mi je všeč zato, ker lahko poskusim več različnih vin. Martinovanje se mi zdi super, ker naprimer novi vinarji se lahko dokažejo z svojim vinom. Martinovanje se mi zdi dober projekt, kjer se lahko študentje izkažejo s kakovostnim vinom. Najboljši študentski vinar pa je po presoji strokovne komisije prejel nagrado v vrednosti 100 evrov. Psihologija, mentorstvo, psihološki inkubator, raziskovalno delo, poučevanje. Vas zanima še več? Izveste v naslednjem pogovoru.
Lepo pozdravljeni, tokrat sedimo skoraj na kavi z docentko Saro Temenc, seveda docentko psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Pozdravljena. Pozdravljeni. Zdaj prvo vprašanje, kar bi bilo seveda, zakaj ste se odločili ravno za študij psihologije? Ja, v zaključnem letniku srednje šole sem bila verjetno v podobnem položaju kot večina srednješolcev. Nekako sem iskala različne možnosti zase, predvsem na področju družboslovnih smeri. Potem pa sem nekako spoznala, da je psihologija tista, ki me je najbolj pritegnila. Najlažje sem se učila psihologijo, največ nekega čisto notranjega zanimanja sem imela, neodvisno od tega, ali je to zahtevala od nas profesorica, ali je to bilo neka obvezna vsebina znotraj testa. In sem videla, da je to enostavno nekaj, kar me do te mere zanima, da bom lahko samoiniciativno to študirala. Torej, kaj je bil tisti ključni dogodek, da ste se odločili ravno za psihologijo? To, da sem spoznala, da je to nekaj, kar me med vsemi vsebinami najbolj pritegne, da mogoče v tem trenutku mi največ po eni strani odgovorov daje, ki sem si jih takrat postavljala, po drugi strani pa največ vprašanj. In mislim, da ravno to neko ravnotežje med tem, koliko vprašanj ti področje nekako postavlja in koliko odgovorov ti lahko ponudi, potem je nekako bilo odločilno. Hkrati pa tudi sem imela to priložnost, da sem spoznala ljudi, ki delajo na tem delovnem mestu in sem nekako tudi videla, kako njihov delovni vsakdan izgleda, kakšne so njihove delovne zahteve in sem preprosto tudi spoznala, da je to nekaj, kar bi res lahko delala. No in potem ste šli študirati seveda v Ljubljano, verjetno tudi v tujini ste študirali na Dunaju. Zdaj, če potegnemo nekakšne smernice, verjetno je razlika med študijem pri nas in v tujini kar precejšnja. Ja, jaz mogoče na tem mestu bi želela poudariti, da nisem študirala v Ljubljani in pa na Dunaju na istih stopnji izobraževanja. Torej, v Ljubljani sem obiskovala univerzitetni študij, na Dunaju doktorski študij, tako da čisto primerjalne izkušnje nimam. Če bi pa v grobem orisala situacijo, ker deloma vpogled tudi v dodiplomski študij na Dunaju imam, je bistvena razlika ta, da je na Dunaju študij psihologije množičen študij, kar pomeni, da je v bistvu interakcije z študijskimi kolegi, torej teh nekih stabilnih, trajnih odnosov, verjetno bistveno manj, z ogromno sošolci si je na nek način v stiku. Hkrati je tudi manj te direktne interakcije s profesorji, ki mislim, da mnogokrat lahko študenta motivira in ga pripelje do neke večje motivacije za študij, pa večji interes za neko področje. Tega je v tujini manj in mislim, da so to tudi ene pozitivne plati študija psihologije pri nas, ker je tako v Ljubljani kot pri nas v Mariboru to študij, ki vpisuje sorazmerno malo študentov. Zagotovo pa bila to verjetno dobra izkušnja, da ste poizkusili tudi, kako je v tujini. Mislim, da to prinaša vseeno nekaj drugačnih znanj, drugačnih teoretičnih perspektiv, delno so vsebinski poudarki nekoliko drugačni. Je pa res, da je vseeno psihologija, trenutno sodobna psihologija je na nek način vsi enotna, obstajajo enotni standardi, po katerih tudi študiramo, obstaja tako imenovan evropski certifikat iz psihologije, ki zagotavlja neko primerljivost med študijskim programom in tudi lažjo prehodnost med študijskimi programi pri nas in v tujini. Naši študijski programi temu sledijo, tako da mislim, da na nek način tukaj dohajamo te evropske standarde in smo primerljivi. Seveda pa manjše vsebinske razlike pa vedno so, ki so dobrodošli. No, zdaj ste pa docentka na Filozofski fakulteti v Mariboru, pa seveda treba omeniti, da ste tudi mentorica revije, ki jo pripravljajo psihologi, torej Psihološki inkubator. Daj pa povedati nekaj več o tem, na koliko časa izhaja, kakšna je vsebina. Zdaj mogoče v prvi vrsti bi res želela poudariti, da gre za projekt naših študentov. To je bila njihova iniciativa že, mislim, da 3 ali 4 leta nazaj. Želeli so nekako razviti nek medij, ki bo dopolnjeval
študijske vsebine, torej vsebine, s katerimi se študenti psihologije po eni strani srečujejo, po drugi strani, ki pa bo toliko informativen, da bo tudi za študente drugih študijskih smeri zanimiv. In takrat so mi svoj idejo predstavili in so me nekako prosili, da bi bila bolj v eno tako, v oporo, v primeru dilem, v primeru vprašanj, kako se lotiti nove številke, kako pridobiti avtorje. In sem takrat to z veseljem sprejela. Mislim, da tudi ogromno mojih sodelavcev na oddelku podpira takšne in podobne iniciative naših študentov in to je za nas izrednega pomena. In tako je potem se nastal ta študentska revija Inkubator kot revija, ki dopolnjuje študijska znanja. V zadnjih letih so študenti in pa strokovnjaki v bistvu pripravili prispevke na temo forenzične psihologije, potrošništva, vloge medijev, psihosomatskih motenj, psihoanalize, tako da pozitivne psihologije. Zelo strokovno usmerjena revija. Zelo strokovno usmerjena, vedno tudi je sestavljena iz študentskega in strokovnega sklopa. V strokovnem sklopu vedno skušamo nekako pridobiti uveljavljene strokovnjake, profesorje, raziskovalce na nekem področju in ti dopolnjujejo potem študentske prispevke. Se pa seveda dodatno v kakovosti revije prispeva tudi to, in to je tudi ena izmed mojih funkcij pri reviji, da pravzaprav vse študentske prispevke recenziramo. Torej vsi študentski prispevki so pregledani, vkolikor ne zadostujejo nekim standardom, navadno niso objavljeni. Torej ste kar stroga mentorica. Ja, do določene mere vsekakor, ker nam je pomembno, da to, kar študenti preberejo, da prosto nekih njihovih subjektivnih interpretacij, nekih prenagljenih zaključkov, ampak da dejansko temelji na aktualnih raziskovalnih spoznanjih. Seveda pa revija tudi ponuja z posebnimi rubrikami prostor za osebna razmišljanja, recenzije filmov, knjig in to so pa potem tisti sklopi, kjer študenti lahko pa tudi izrazijo neko svoje mnenje, tega pa toliko ne recenziramo. Odlično, Sara, jaz mislim, da smo dokaj dobro spoznali poklic psihologa in pa študij, tako da hvala lepa in pa toliko z naše strani, pa nazaj k tebi, Maja. Klemen je eden izmed zmagovalcev BeatStamp izziva, kjer so se z ekipo več kot uspešno pomerili v razvoju rešitev. Še več o tem pa nam je Klemen zaupal v našem pogovoru. Tokrat vas pozdravljamo iz AULE, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Z mano je Klemen Forstnerič. Klemen, prosim, najprej nam povej, kaj točno, katero smer ti študiraš? Študiram računalništvo in informacijske tehnologije tukaj na FERI. Zakaj si to izbral? To je ena taka malo misteriozna, ne? Morda za koga? Že preden sem se vpisal na fakulteto, sem programiral, to da je bila potem to nekako naravna odločitev, da grem to študirati. Kaj te v tem zanimalo? To so svetovi, ki pač, ne vem, niso tukaj zdaj, ampak so nekje v nekem digitalnem svetu, imaginarnem včasih. Ne vem, programiranje kot tako mi je bilo zanimivo, pa mogoče, da lahko z enim računalnikom nekaj ustvariš, ki se potem dotakne ljudi. To je to. S programiranjem in podobnimi aktivnostmi ste marsikaj že ustvarili, iskali rešitve, se z njimi izkazali tudi na različnih tekmovanjih. Eno takšnih tekmovanj je bilo Adriatic Fintech Hackathon. Zdaj že sama beseda nam pravzaprav nič kaj dosti ne pove, razen da gre za tehnologijo. Se pravi, kakšno tekmovanje je bilo, kaj ste tam počeli? Razvijali smo rešitve za finančno industrijo. Cilj je bil v 20 urah razviti nekaj, kar bo koristilo finančni industriji, se pravi bankam, pa te recimo borzi za bitcoine, to je pač, kar smo mi razvijali. Se pravi, kaj ste naredili? En program? Ali kaj konkretno ste tam počeli? Kaj ste razvijali? Kaj je nastalo? Nastal je tako imenovan BitBot, to je bil avtomatski trgovalni program za valuto Bitcoin. Pokazali smo potem, da zna trgovati z dobičkom. In potem je ta rešitev prepričala tiste iz BeatStampa. Se pravi,
člani ekipe, bilo vas je 4 ali 5, če se ne motim, ste morali v 20 urah ustvariti nekaj popolnoma novega ali kako je potekalo od, ne vem, ideje do nastanka? Ja, nekaj novega je bilo treba razviti. Imeli smo 20 ur, tako ste že povedali. Ja. S čim mislite, da ste prepričali komisijo? Z inovativnostjo rešitve. Zaradi tega, ker je s pomočjo strojnega učenja je ta naš program v bistvu zelo dobro deloval, tako da je bil uporaben za to, kaj je bil napisan. Naslednja taka zadeva, ki je pritegnila pozornost, je, da se pravzaprav vaša ekipa imenuje R3D3. Ja. Kar je zanimivo ime, ne, sestavljeno samo iz 2 črk in 2 enakih številk. Torej, zakaj ste izbrali tako ime in kaj zdaj ta ekipa sploh je? Ime te ekipe je v bistvu referenca na filme Vojne zvezd, na tistega robotka R2D2. Trojka je pa tam zaradi tega, ker smo bili prvo 3 v ekipi. In kakšni ste ti v ekipi? Torej ste sami fantje ali še kakšna? Bili smo 3 programerji, poleg mene sta bila v ekipi še Črtomir Majer in Lovro Mažgon, dizajnerko, Slavico Šuman smo pa tam spoznali. Kar pomeni, da ste se 3 kolegi odločili za, ne vem, sodelovanje. Ja. Kako izgledajo priprave? Kako izbirate ideje, kaj boste naredili, s čim še koga prepričali, se še na kakšno tekmovanje prijavili? Iz priprave izgleda na tak način, oziroma za to tekmovanje se izgleda na tak način, da smo se en dan prej sedli dol, pa smo malo se pomenili, kaj bi naredili, pa je bilo to. Se pravi, veliko je improvizacije pravzaprav. Ja. In potem takem tudi zaupanja, ne, medsebojnega. V bistvu je večinoma je bilo improvizacije. Ja. Dobro, še en izziv ste si postavili, to je bil tako imenovani Beatstamp izziv. Kakšen izziv je bil to? Več izzivov je bilo, ampak mi smo v tem tekmovali. Glede na uspešnost, ki ste jo dosegli do sedaj, kaj so recimo vaši naslednji cilji, o čem še 3 fantje razmišljate? Nič posebnega, v bistvu imamo vsak svojo službo že zdaj, pa mogoče se še bomo kdaj kakega hekatona skupaj udeležili, no, drugače pa. Se ti zdijo recimo takšni uspehi pomembna referenca za iskanje službe ali pa za izkazovanje pred delodajalcem? Koliko je tebi morda to koristilo? Ja, definitivno je zmaga na takem tekmovanju zelo pomembna za bodočo zaposlitev, zaradi tega, ker delodajalci dobijo neko informacijo o tem, da si dober, da kot strokovnjak seveda, ne. Recimo nam so tudi službe ponudili v Beatstampu. Zakaj recimo, če se zdaj spomniš, kako si ti izbiral svojo fakulteto, ne? Zakaj si izbral FERI, kaj te je takrat pritegnilo in kako danes gledaš na to, pa bi morda z tega stališča dal še kakšen nasvet tistim študentom ali študentkam, ki se o tem odločajo? Zakaj sem izbral FERI? Zdi se mi, da je FERI kvalitetna fakulteta, da ima dosti znanja za ponuditi, tako da zaradi tega sem se odločil za FERI. No. Ne samo, da študiraš, ampak se ukvarjaš z veliko obštudijskimi dejavnostmi, konec koncev tudi ta tekmovanja, o katerih sva govorila, je eno izmed teh dejavnosti. Zakaj misliš, da je pomembno, da se študenti ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi, ne zgolj in samo s študijem? Da dobijo prakso iz industrije malo, da spoznajo ljudi, ki podobno razmišljajo kot oni, pa da konec koncev, da se predstavijo bodočim delodajalcem. No. Če bi izbiral še enkrat, bi izbral enako? Ja. Dobro, Klemen, to je to. Hvala za pogovor, da si vzel čas, pa veliko uspehov še naprej. Hvala. Toliko za enkrat iz Ferija, zdaj pa nazaj v studio. In s tem zanimivim intervjujem bomo tudi zaključili z današnjo oddajo. V naslednji oddaji se bomo pogovarjali o mladih ter financah in vam predstavili Mednarodni festival računalniških umetnosti. Ali veste, kdo je predstavnica študentskega sveta stanovalcev študentskih domov? Prav njo bomo obiskali v pisarni in ji zastavili nekaj vprašanj. Odšli bomo pa tudi na pravno fakulteto in tam poiskali enega izmed profesorjev. Uživajte in se gledamo zopet naslednji ponedeljek ob 5:30.